Ampak kljub temu je v tem času pred zimo oziroma poznem poletnem času potrebno veje s temi plodovi tudi razredčiti. Ampak jaz priporočam vedno najboljše, da si rastline najprej malo razporedimo. S tem, ko bomo kalo speljali po aranžmaju, bomo pa dodali še tretjo dimenzijo v tem aranžmaju. Po vročem, sušnem poletju je sedaj pravi čas, tudi vreme nam služi za to, da se lotimo okrasnih grmovnic v vrtu. Kajti sedaj, ko je bilo malo dežja, je ravno v tem primeru tudi lovorikovec kar obilno pognal mladike. In zakaj je pomembna ta poletna, pozno poletna rez? Te mladike odstranimo in to ravno zato, ker bodo v zimskem času zmrznile. Lovorikovec pač je ena od rastlin, ki je sicer prezimno trdna, ampak prezimno trdni so ti starejši, že usnjati listi. Hkrati pa s tem grm tudi rešimo delno, kajti pozimi, kadar je obilica snega, se lahko tako strižen grm, ki ni dovolj močan, zlomi pod težo snega. Je pa sedaj ravno pravi čas za to rez, kajti kaj dosti več mladih poganjkov ta grm kasneje ne bo nastavljal. S tem pa ima tudi dovolj časa, da te rane, ki jih povzročamo z rezjo, sanira in se mu zacelijo. Kadar gre za manjše grme, ki niso ne vem kako veliki, pri lovorikovcu vedno uporabljam trsne škarje in to ravno zato, če bi uporabljal motorne ali električne škarje, bi s tem poškodoval to listno maso in tu je dejansko list potem dokaj neugleden, rjav. Hkrati pa lahko tudi s temi škarjami z malo fantazije ravno tako oblikujemo pravilno okroglo oblikovan grm. Naslednja od zanimivih grmovnic, ki pri vrtoljubcih naj ne bi manjkala na vrtu, je metuljnica. Metuljnico ponavadi gojimo na vrtu zaradi lepih rožnatih, vijoličnih in pa belih cvetov in že samo ime pove, da privabljajo ti cvetovi skozi poletje in seveda v tem poznem poletju s tem podcvitanjem metulje in pa tudi ostale nam koristne žuželke. V tem primeru sedaj odstranimo samo te odcvetele cvetove, kajti vidimo, da še tu in tam metuljnica nastavlja nekaj cvetov. Kasneje pa, ko jo obrezujemo, moramo paziti. Potrebno jo je sicer pred zimo obrezati, ampak obrezujemo samo stebla, ki so debela nekje za debelino svinčnika, kajti metuljnica, kot vidimo, je v sredini, ima mehak les, kar pomeni, ravno na tej napaki sem se lani naučil, ker sem jo porezal pred zimo in se je zgodilo ravno to. Metuljnica je znotraj votla, tu se je nabrala voda in les je počil do korenin. Je pa v tem primeru bila sreča ta, da je metuljnica odgnala iz koreninskega sistema. Tako da to rigorozno rez pri metuljnici opravimo šele spomladi. Sedaj pa jo obrezujemo v tem zgornjem delu. Je pa pomembno metuljnico obrezovati ravno zato, ker je ta les, kot vidimo, zelo krhek in se pod težo snega te veje skoraj sigurno zlomijo. Med ene zanimivejših rastlin naših vrtov spada tudi hibiskus. Hibiskus je sedaj ravno v času odcvetanja, ravno vidimo, da so še zadnji popki in pa cvetovi, ki se odpirajo. Nastavlja pa že semena, ne? Tako da tu vidimo, da gre za take, lahko bi rekli temu, kot neke storžke, v katerih se skrivajo semena, ki sedaj še niso ravno dovolj zrela, ampak kljub temu
je v tem času pred zimo oziroma poznem poletnem času potrebno veje s temi plodovi tudi razredčiti. Vidimo, da so ti plodovi težki in ravno tako rastlino, kot je hibiskus, kasneje lahko sneg poškoduje s tem, ker jo polomi. Pri hibiskusu velja povedati tudi to, da se zelo na lahek način s semeni tudi razmnožuje. Tu spodaj vidimo, da jaz pač nekako vsako leto pustim na rastlini nekaj semen. Ta semena, ki padajo na tla, se tvori nova rastlina. In te mlade sadike sem tudi lani izkopal, izkoristil za živo mejo ob vrtu, ker se mi pač zdi, da ni taka tipična živa meja in hibiskus ni občutljiv, kar se tiče obrezovanja. Ravno tako kot pri metuljnici ne priporočam v tem času preveč rigorozne, preveč močne, reziv, debel les, kajti lahko se zgodi ravno podobno kot pri metuljnici. Teh vejic s plodovi pa nikakor ne zavrzimo, kajti lahko jih, ko ogulimo oziroma odstranimo liste, uporabimo za šopke in pa seveda ostale dekoracije. Zunaj bodo v aranžmajih ostali kar nekaj časa, notri pa bodo te semenske kapice kar hitro dozorele in pa počile. Čeprav pa kdor zna uživati v tem, so ravno tako zanimive. Čeprav se vroči poletni dnevi počasi poslavljajo, je zdaj pravi čas, da z jutranjim ali večernim soncem obsijane cvetove vodnih rastlin posnamete s fotoaparatom. Fotografijo svojega ribnika pa pošljete na že tradicionalni 9. izbor Naj ribnik. Prijavnico najdete na spletni strani akvarij.com. Finaliste izbora bomo predstavili v oddaji Na vrtu, zmagovalce pa bogato nagradili. Sponzor rubrike je Klub Gaja. Gospod Franc, dober dan. Dober dan. Kako ste kaj? Tako. Kaj počenjate? Po vremenu. Ja, tlele malo rahlamo, pa plevemo okoli tehle grmovnic. Klub Gaja je danes na obisku na Rakeku pri Mariji in Francu Perko, ki ste se odločili, da boste dan preživela v vrtu. Marija, pozdravljeni. Dober dan. Kaj počnete? Okoli grmovnic moram malo travo potrgati, ker ne moramo s kosilnico zraven priti. In moram tu vse na roke narediti. Kakšen načrt imate za danes? Ja, pol bom pa tam pred hišo posadila cesarske tulipane, da bo za spomladi spet lepo, ne? Franc, kakšna je vaša naloga danes v vrtu? Ja, jaz moram pa kopati, taka bolj težaška dela. Tlele bomo presadili eno maslenico, ki je tam le v senci pod češnjo. Bomo mogoče malo pomagali tudi? Precej globoko. Globoka korenine. Anja, do obdržino. Prišli smo, tukaj smo odkrili pa še ene neprijetne vrtne nadloge. Rdeče polže, kjer je zelo fajn uporabiti kakšno sredstvo v obliki granul, da se jih znebimo, ali pa tudi pobrati. Treba bo globoko skopati. Koliko let pa že raste? Kar dolga leta raste že tukaj. Onih 5-6 let je že predolgo. Evo, Zdaj bomo malo te suhe dele, kar je bilo od cvetov, malo prečistili dol. Potem jo bomo pa kar razdelili, da ne bomo takega velikega grma. Ja. Bomo posadili na več mest, na različnih. Ne? Korenin je ogromno, nič ne bomo škode naredili, lepo se bo uporasla. Kaj kar s tem le? Lahko kar prerežete. Koliko sadik boste imeli? Moje, ne. Kar na 2, pa kar lahko na polovico. Drugače ne bo šlo, treba kar prerežati. Odlično, evo, Treba zdaj kaj lepo. to Tole vse, tole lahko vse ostane, samo to, kar je suho. Lahko bi jo pa razdelili še na veliko, to imamo ogromno. To bi lahko razdelimo tako, da imamo šopek kot eno veliko pest, pa jo naredimo več.
Gremo vsaj še. Presajanje maslenic ni zahtevno delo. Težje je izkopati njihove prepletene gomoljaste korenine in šope razdeliti. Presajamo jih jeseni, lahko tudi spomladi. Nove rastline sadimo v razmiku od 30 do 45 cm, na sončno tudi pa v senčno mesto. Ustrezajo jim skoraj vsaka tla, le vlažnih in mokrih ne marajo. Na vrtu Marije in Franca Perka je še mnogo drugih okrasnih rastlin, ki sobivajo z zelenjadnicami in zdravilnimi rastlinami. Med njimi se je letos obilno razrasel in zacvetel slamnik. Njegove cvetove še zdaj obletavajo številne žuželke. Zdaj bomo posadili pa še čebulce cesarskega tulipana. Kako to, da ste jih izkopali ven? Te čebulce cesarskega tulipana je treba skopati ven, ker drugače drugo leto ne cvetijo. In jih imamo spravljene tam na suhem pa zračnem prostoru in zdaj je že čas, da jih na novo posadimo. A jih imate vsako leto tu na istem mestu, kako to, da jih ravno tukaj sadite? Ja, tu jih sadimo, zato da jih večkrat lahko pogledamo, ker so res nekaj lepega je, ja, ker gremo večkrat na dan mimo in vsako rajžo malo pogledam tule, kako izgleda. Tako jih boste malo na cikcak vmes. Pa so še kakšne druge čebulce tukaj zraven? Ja, tle za krajem so pa narcise. To, da imamo spomladi narcise, pol začnejo pa enkrat. Tele čebulce bomo posadili zdaj globoko. Ja, kakšna je vaša navada? 10 cm vsaj. Ne, globoko. 2 do 3. Ja, 2 do 3 globine, ja. Da bo s cvetjem bogat tudi vhod pred hišo, sta Marija in Loreta s stranicami zasadili še okrasno korito. Korito je plastično, torej malo luknje, ne? Ja, luknje ima spodaj, ja. Fajn. Pol je za drenažo pesek ali pa drobni kamenčki na dnu. Čez tole je fajn, da damo tako vrtno kopreno, lahko je stara že uporabljena. Da se ne meša zemlja s peskom, ne? Tako, ja, da ne gre nam zemlja skozi, sam ta pesek pokrijemo. Pa še eno funkcijo ima, vlago zadržuje tudi na dnu in se rastline potem dobro prerastejo. To je dobro uporabljati vedno pri sajenju takle v posode. Se pravi, med drenažo. Bom zdaj tudi jaz uporabljala. Potem bomo pa uporabili tako 5-komponentno kvalitetno zemljo ki je za posode, tudi za balkonske rastline. Ima že hranila, ima sredstva za zadrževanje vlage noter, v bistvu za rahlost ali zračnost. Fanjo razdrobimo, da bo fina. Takole, zdaj smo delno nasuli v bistvu. No in zdaj katero boste dali prvo? Zdaj pa najboljše. Kam se da visoko, pa kam nizko? Fajn je že, če gledamo z one strani, se pravi, da so visoke rastline z te strani. Ampak jaz priporočam vedno, najboljše, da si rastline najprej malo razporedimo. Torej, koliko prostora, tu imamo same sive, se pravi, je malo barvno, dobro kombinirati, malo višje od zadaj, malo nižje od spredaj, ne? Takole, bomo pa raje še tole sivino dali sem, malo bolj pestro, malo drugače kombinacija. Takole, se pravi, tu bo v bistvu vijolična barva nekak, potem je malo sive na dveh različnih koncih. Tule bo trava poskrbila za višino, tule se bo malo obesilo čez rob, se bo preraščal tale sedum, hojhera se bo pa v širino tudi. Tako da bomo dali malo takole, da bomo prostora dovolj pustili. Takole, to poznate, jesensko astro, no. Tole bomo tudi posadili iz lonca ven. Tole je stahis bizantina ali čišljak. Lepo se v širino razrašča, krasna rastlina za obrobe, recimo, tudi tako bolj na belkasto cveti, ampak zanimivi so ti listi, ko so taki kosmati, taki žametni, ne. Potem imamo eno travo, perjanko, lahko je pa tudi kjera od drugih, v bistvu pokončnih trav, da naredi volumen v višino. In sedum, to so te mesnate, nizke rastlince, lahko bi samostojno rasla ali pa tukaj bo malo za kontrast. Okrasno zelje in rastlina, brez katere ne gre jeseni, to so pa zelo popularne hojhere ali iskrivke, se jim reče. V tem primeru je dekorativna vrednost listje,
One tudi sicer cvetijo, ampak razen nekaterih izjem, ko imajo zelo zanimive cvetove, so pač ti cvetki malo manj izraziti, ne. Pri jesenski zasaditvi je fajn, da so rastline precej goste, zato ker se ne razrastejo kaj veliko, tako da že pri sajenju dejansko v celoti zapolnimo korito, ne tako kot spomladi, ko jim damo veliko prostora, da se razraste. Takole bi izgledala zdaj ta zasaditev, ali bomo še počistili, a zdaj bomo pa še Pa tule, zalili. tu bomo kar vodo dal, ne? Tako, to je ta vitaminski kompleks. Koliko se da. Pa tule v tem primeru kar pol zamaška bo dovolj, da damo tukaj. Zalijemo fanje pod rastlinami, ne po listju, vedno, da jih malo umaknemo. S tem, ko zalijemo tudi s tem vitaminskimi dodatki, rastline postanejo tudi bolj odporne. Zdaj bo velike vremenske spremembe, enkrat toplo, enkrat hladno, podnevi se zelo segreje, ponoči se zelo shladi in tole zelo rastlinam pomaga, da lažje prenesejo vse te stresne razmere, vse te velike spremembe. Ta dva izdelka sem izdobila na natečaju kluba Gaja in strokovnjakinja mi je svetovala, da se to uporablja za gnojenje jesenskih zasaditev, za grobove in za okrasne rastline, balkonske rastline. Pravilno. Izdelek v obliki šumečih tablet uporabljamo prav za te rastline, ki ste jih omenili, a ne? Zdaj je čas, ko pripravljamo grobove, jesenske zasaditve. Zdaj pa nagradno vprašanje za vse gledalke in gledalce tega prispevka. Kako se imenuje gnojilo v obliki šumečih tablet? Kot smo omenili, se uporablja za sobne cvetoče in zelene rastline, jesenske zasaditve ter grobove. Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali 15 nagrajencev ter jih nagradili z omenjenim gnojilom. Sponzor rubrike je Klub Gala. V cvetličarstvu imamo predvsem dve ostri ločnici. Govorimo o klasičnih aranžmajih, standardnih in pa o modernih aranžmajih. Veliko je še vmesnih izpeljank, danes bomo pogledali prav klasične aranžmaje in kako lahko iz njih izpeljemo potem modernejše oblike. Za klasične aranžmaje je značilno, da imamo, kot tukaj recimo, obliko srca, potem lahko je križ, solza, krogla in v veliki večini so narejeni kompaktno, imajo pravzaprav en prostor, nimajo zunanjega prostora, ampak imamo kompaktno postavitev cvetja in zelenja. Tukaj v tem primeru vidimo, da smo naredili srce, kompaktno iz pitosporuma, krizantem, galaks listov. Sedaj pa, da bomo dodali nekaj modernejšega pridiha, bomo uporabili hojhero. Obrnili jo bomo narobe, zaradi tega, ker nam bo prišla prav barva samega listja. Podobno obarvano listje imajo tudi ciklame, če jih nabiramo po gozdu. Vsi listi gledajo v eno stran, ker želimo to gibanje srca poudariti. Iz sredine hojhera izhaja v obe dve smeri. Naredili smo klasični aranžma. Potem smo dodali nekaj hojhere in ravno zaradi te vijolične barve, zaradi tega odtenka smo hojhero liste obrnili na spodnjo stran, se pravi narobe, vendar je spodnja stran listov za nas zdaj prava stran. Sedaj pa ukrivljam kalo. To delam tako, da na spodnji strani pritiskam za spodnjim prstom navzgor, s palcem pa omejim samo steblo. S tem sem dobila lepo ukrivljeno linijo in kalo lahko lepo drugače speljem po samem aranžmaju. S tem, ko bomo kalo speljali po aranžmaju, bomo pa dodali še tretjo dimenzijo v tem aranžmaju. Vidimo, da smo dobili novo linijo, ki izstopa iz drobnega zelenja in drobnega cvetja, močna linija in tako bo v bistvu oko potovalo po teh linijah,
Porabila sem parno število kal, namreč vseeno srce simbolizira ljubezen in to bi lahko pomenilo vse skupaj v paru. Barve se dopolnjujejo, srce je postalo moderno srce za modernejše čase.